Stabilnost sveta je odvisna od zdravega značaja ljudi. Najgloblji, resen in vpliven del krščanskega življenja, ki ga potrebuje vsak človek, je naš značaj. Svetopisal nam na številnih mestih opisuje Jezusov značaj. Ta mesta nam pokažejo vpogled v njegovo notranjost. O Jezusu imamo včasih prav smešne predstave, kako je izgledal. Mnogi umetniki so risali njegovo zunanjo podobo ali obraz. V resnici nihče točno ne ve, kakšen je bil njegov obraz, zunanjost. Kar pa lahko vidimo v Svetem pismu, kakšen je bil Jezus v resnici v svoji notranjosti ali kakšen je bil njegov značaj, lahko najdemo na mnogih mestih zelo jasno. Ta mesta nam dajo vpogled v njegovo ljubezen, stanovitnost, blagost, prijaznost, odpuščanje, spoštljivost, zdravo ponižnost, krotkost, resnost in podobno. Jezus jih je v svojem življenju kot človek tudi praktično živel in nam s tem pokazal najboljši vzgled. V njegovem vzgledu pa je očitna uravnoteženost, stabilnost. Nobena lastnost ni bila preveč poudarjena, niti ni bila nobena skrita. Jezus je bil človek veselja in ob tem tudi človek globoke žalosti. Rad se je družil z ljudmi, toda našel je tudi čas, da je bil sam. V svojih odnosih do ljudi je bil blag, nadvse resen pa v človeški neiskrenosti. Ljudje smo v nevarnosti pred neuravnoteženostjo. Prevelika vnema se lahko sprevrže v nasilje. Gorečnost se lahko spremeni fanatizem. Preveč svobode se prevesi v oblast nad nekom. In prevelika blagost in prijaznost nas lahko zapelje v ravnodušnost, pomanjkljivo obsojanje slabega in vodi kompromis. Potrebujemo spremembe našega značaja. Tako napačno predstavo imamo ljudje o Bogu. Mislimo, da je nek tiran, ki hoče, da živimo po njegovi volji in nam omejuje našo človeško svobodo. Ne. Bog želi najboljše za naše življenje. Toda včasih boli ali je težko, ker ne razumemo, da Bog želi spreminjati naše življenje na dobro. In to je globoko povezano z našim značajem. Zato je tudi boleče, ker je potrebno spremeniti značaj oziroma slabe lastnosti v dobre. Vse lastnosti Jezusovega značaja so zajete v ljubezni. Takšen je Bog, ki nas brezpogojno ljubi, toda v našo dobro želi spreminjati naše življenje. Želi, da ljubimo in ne sovražimo. Božja ljubezen v nas pa je rezultat delovanja tretje Božje osebe v nas, Svetega Duha. Ko smo povezani z Bogom, je rezultat njegovega duha, ali kakor pravi Božja beseda, sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tukaj vidimo rezultate, sad, ki ga Bog želi narediti v našem življenju.
Da pa se lahko to zgodi, moramo biti povezani z njim. Jezus je na mnogih mestih učil učence, kaj pomeni biti povezani z njim, oziroma kako lahko Bog vpliva na naša življenja in spreminja naš značaj. Jezus pravi, jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi, sad očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Jezus opisuje, kako smo lahko povezani z njim. Uporabi primer vinograda, da je on vinska trta, da je Bog vinogradnik in mi mladike. Mladike ne morejo prinašati sadu, če niso povezane z vinsko trto. Če želimo spoznavati Jezusov značaj in se spreminjati, moramo biti z njim povezani, kar bistvo v praksi pomeni brati svetopismo, evangelije, ki opisujejo Jezusa, razmišljati o njegovih besedah in prositi Boga, da spreminja naš značaj. Hoditi v cerkev, kjer je poudarek na proučevanju Božje besede, svetega pisma. In tudi druženje z verniki, v dobrem in slabem, saj le tako lahko spoznavamo, kje so naše dobre in kje so slabe točke. Tako raste v nas sad duha in se spreminja naš značaj. Sveto pismo veliko govori o darovih Boga. Večno življenje je dar od Boga. Darovi duha so dar od Boga. Ko pa govorimo o sadu in spremembi našega značaja, pa ne govorimo o darovih. Sad duha ni dar, ampak mora rasti in se razvijati v našem življenju. Preden pride jesen, ko potrgamo grozdje z vinske trte, je potrebno veliko napora, truda, dela, soočanja z različnimi vremenskimi prilikami in neprilikami. Tako nam tudi naš značaj ne more pasti z neba, ampak je potrebno čas, da na njem delamo. Sad duha, ali za sad duha je potrebna potrpežljivost, da se ne dobi v trenutku. Sadovi prihajajo skozi potrpežljivost, skozi težke okoliščine, ki so pogoji, da lahko raste sad. Dober značaj v našem življenju. Sveto pismo nas uči, pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje. Potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Bog je ljubezen in on se ne spreminja. Želi, da postajamo vse bolj podobni njemu, saj je le tako možnost, da prinašamo stabilnost in zaščito v našo družbo. Največji značaj Boga je ljubezen. Če še enkrat preberemo, kaj je sad duha, kaj Bog želi, da se razvije v našem življenju. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samovladanje. Zoper te stvari ni postave.
kakšna bi bila naša družba, svet danes, če bi bile te stvari na prvem mestu. Zelo stabilna. Na svetu bi bilo veliko manj osamljenosti, občutkov manj vrednosti, razočaranja, bolečine, toliko manj konfliktov v družinah, zakonskih zvezah, človeških odnosih. Manj strahu, negotovosti, zmedenosti, kakšen bo jutri. A želimo stabilnost sveta. Kaj smo pripravljeni storiti za to? A smo pripravljeni spreminjati naš značaj? Mogoče smo že večkrat obupali. Mogoče pa je prav zdaj trenutek, da se odločimo, da želimo zaupati Bogu in se učiti od njega. Za stabilnost sveta potrebujemo ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, zvestobo, samoobvladanje in tako dalje. Potrebujemo ljudi s pravim značajem. Nikoli ni prepozno, vendar pa je vedno težje, če odlašamo odločitev. Drugič bomo nadaljevali, kako razvijati pravi značaj. Želim vam lepo nedeljo.